Vlada začenja obisk na Dolenjskem in v Beli krajini. Pust zaenkrat neuspešno preganja zimo. Končno vodovod na Sinjem vrhu. Dober večer. Nova pošiljka snega ni ovirala prihoda slovenske vlade s predsednikom Janezom Janšo na čelu na dvodnevni obisk na Dolenjsko in v Belo krajino. Glavnino obiska v sklopu 7. delovnega obiska vlade bodo sicer opravili jutri. Že danes pa se je na Dolenjskem mudil Janez Janša. Popoldne je obiskal novomeški TPV, kjer mu je predsednik uprave Vladimir Gregor Bahč orisal načrte in poslovanje podjetja. Prvi dan obiska pa bo Janša sklenil s srečanjem z novomeškim škofom Andrejem Glavanom. Vmes pa se je predsednik vlade v našem studiu pogovarjal z Mojco Kren, kjer je odgovarjal na trenutna najbolj aktualna vprašanja. Zdaj dejansko izgleda, kot da je objavljen javni razpis za predsednika vlade. Kdorkoli se bo javil, mora vedeti, da s partnerji, ki so nam zabili nože v hrbet, tudi on ne bo imel veliko sreče v situaciji, kakršna je. Kar se tiče oznake levi fašizem, je tudi treba biti natančen. Jaz nisem nikogar označil za levega fašista. Jaz sem govoril o pojavih. O pojavih, ki sestavljajo tisto, kar se v svetu prepoznava kot levi fašizem. Ti pojavi so pa recimo napis na trgovini, kjer je pisalo: kristjane smo klali leta 1945 in jih bomo tudi leta 2013. Celoten pogovor s predsednikom vlade si lahko ogledate na naši televiziji nocoj ob 20. uri. Oddaja Smo dobri gospodari bo tako nocoj izjemoma na sporedu ob 22. Sicer pa današnji dan zaznamuje pust. Tretjič zapovrstjo so v dolenjski prestolnici obudili od mrtvih ustanovitelja Novega mesta Rudolfa IV., ki je nagovoril zbrane na glavnem trgu, ki je bil tudi končni cilj raznolike pustne povorke. Rudolf je s tem, ko je dal takrat novemu mestu svoje ime Rudolfswerth, kar pomeni Rudolfovo pristanišče, nakazal, da ima za ta kraj velike načrte. S tem sem dal jasno vedeti, koga mislim s tem mestem. Postavil se ga kot glavno metropolo Dolenjsko, bilo to okoliškim trgom in vasem, tle in na stran Gorjancov. Ravno zato, ker je preveč žalosti v tej Vojvodini Krajske, katere minister za tekoče zadeve in kako sem jaz, da se ljudje saj na en dan v tem letu malo razveselijo. Povorke so se udeležili ptujski koronti, gotenska gomela, sokolci, pogrebci s krsto in ostale pustne maske. Zadevo sedaj, ko vidite, ko je snega preveč, ko je zime preveč, ampak mi skoči vedno pri svojem strajamo. Koronti imamo posebno poslanstvo, to se pravi, odganjamo zimo in v deželo kličemo pomlad. Mi smo v preteklih letih, kadar nam je čas in ekipa dopuščala, prišli na pustni torek v Novo mesto z ožjim ansamblom Gomele in smo naredili mimohod in smo vzklikali: zbudite se v jedru! Rudolfa pa so iz stoletnega spanca razumljivo prebudili s tem, da so mu ubrizgali malo cvička. V pustnem času se svet postavi na glavo, vzdušje pa je prepuščeno domišljiji in ustvarjalnosti ljudi, ki si nadenejo maske. Pravo pustno vzdušje so na današnji pustni torek pričarali otroci v vrtcih. Tudi v novomeškem Pedempedu, odkudar so naši posnetki, je bilo pestro ves dopoldan. V telovadnici so zaplesale raznolike pustne maske. Kaj danes predstavljaš? Rožica, princeska, tigra. Kaj pa delamo za pusta? Plešemo pa pojemo. A je lepo v vrtcu, ko je pust? Ja. Otroci očitno vedo, zakaj praznujemo pust. Zato, da odganja zimo. Pa je zanimivo za pusta v vrtcu. Kaj delate za pusta? Igramo še z maškarami. Kuharice so že po noči začele peči krofe, približno 1000, je povedala ravnateljica Meta Potočnik, dopoldne pa so za otroke v vseh oddelkih pripravili ples v maskah. Vsako leto obiščemo bližnje ustanove, predvsem pa je pomembno to, da obiščemo tudi vsako leto varovance v domu starejših občanov, jih razveselimo z domačimi krofi.
Odpravijo pa so tudi v varstveno-delovni center. Pust je kot čas pred krščanskim postom v Sloveniji tudi obdobje izobilja jedače in pijače. Zato pravimo, da je mastni hust. Pustovanje ne mine brez sladkanja s pustnimi krofi in kot smo se prepričali v eni od slaščičaren, je povpraševanje po njih veliko. V Sloveniji jim rečemo krofi, drugod jih imenujejo po svoje, pa vendarle to kvašeno pecivo, ki naj bi izviralo iz Nemčije, poznajo skoraj vse države v Srednje Evrope. Kot smo se prepričali, tudi Grki. Pojedel sem 2 krofa in sta bila odlična. Poskusil sem jih tudi že v drugih državah, ampak tukaj so pa res okusni. Sem jih poskusil večkrat. Koliko ste jih pojedli? Zdaj jem 4. Čeprav pečejo krofe skozi vse leto, je največ zanimanja zanje ravno v pustnem času. Iz minulih let je nekje 6 do 7 tisoč na to pustovanje, ne? Drugače pa dnevno okoli 1000 krofov. So ročno delani, niso nobeni brez konzervansov in največ prodajamo toplih, ker pečemo skozi cel dan, tako da so vsak gost dobil skoraj tople krofe. Zdaj pravi recept za vsak krof je absolutno veliko ljubezni v samem delu, potem pa v sami tehniki. Prave sestavine so absolutno zelo veliko tehtajo prave sestavine. Uporabljamo prava jajca, nobenih nadomestkov in dodatkov, cevremo pa jih v palmovi maščobi, še dodaja Pečarič. Nadaljujemo v Posavju. Na Krškem občinskem svetu so odločali o znižanju plačila komunalnega prispevka za bodoči inštitut za energetiko. Konzorcij Zelen bo kot naložbenik plačal le slabih 30% prispevka, kar znese 56 tisoč evrov, a je direktor konzorcija Andrej Predin računal na še nižjo obveznost. Svetnik Peter Žigante, direktor Sava projekta, kjer nastaja načrt 800 kvadratnih metrov velikega inštituta, je predlagal naj znaša prispevek le 30 tisoč evrov. Predin je povedal, da so pri gradnji omejeni na 1 270 000 evrov. Manjši, ko bodo ti stroški, več bo ostalo za opremo laboratorijev. Zemljišče za gradnjo inštituta, ki ga je donirala občina, je veliko okrog 1000 kvadratnih metrov. Če bi obračunali to površino, torej komunalni prispevek, tako kot se sicer na tem območju obračunava, bi ta znesek znašal nekje okrog 350 tisoč evrov. Ker pa gre za objekt, ki je namenjen torej za šolam oziroma šolske dejavnosti, pa lahko izvršimo obračun tudi nekoliko drugače. Žigantejev predlog ni dobil podpore, saj so svetniki menili, da predlog občinske strokovne službe daje dovolj popusta in so v odboru za finance zelo oklevali nad tolikšnim znižanjem. Po zelo dolgi, bi lahko rekla, konstruktivni razpravi je potrdil predlagan sklep, vendar je želel dodatno podrobno razlago na seji občinskega sveta in pa, da te olajšave veljajo tudi za bodoče vlagatelje, ki bodo gradili na tem področju. Ker izračun komunalnega prispevka odreja odlok, ne more odbor za finance odrejati znižanje prispevka za še druge bodoče naložbenike, je pojasnila direktorica občinske uprave. Znižanje obveznosti kot izjemo lahko odredile občinski svet. Po sprejetju rebalansa proračuna za letošnje leto so svetniki in svetnice občine Ivančna Gorica na zadnji seji potrdili tudi predlog proračuna za naslednje leto, ki predvideva okoli 15,3 milijonov evrov prihodkov in 19,6 milijona evrov odhodkov. Tako kot letošnji rebalans proračuna je tudi predlog proračuna za naslednje leto investicijsko naravnan, saj bo občina za investicije namenila kar okoli 10 milijonov evrov. Mislim, da bo to leto prvo, kjer bo investicijski del proračuna presegel tekočo porabo. Nadaljevali bodo projekte, ki bodo začeli letos, nekaj pa bo tudi novih. Predvsem na energetski sanaciji stavb javni rabi, na področju kanalizacije, ki je v naši občini potrebno še veliko zgraditi, vodovodov, skratka cest. Čeprav svetniki in svetnice na predlog proračuna v prvem branju niso imeli večjih pripomb, so bili nekateri mnenja, da ima predlog še nekaj rezerv. Občina ima še nekatere stvari nerazčiščene pri dokumentaciji, predvsem na kanalizacijah. Tukaj mislim, da je v tem obdobju že marsikaj zamujenega. Upam pa seveda, da se bomo vse približali temu, da se realizira čim več od tega, kar občani tudi seveda potrebujejo.
Zaradi številnih investicij župan v naslednjem letu predvideva tudi zadolževanje občine v višini 2,6 milijona evrov. Vendar ob dogovoru in zavedanju, da je to seveda skrajna možnost, da je treba prej izkoristiti vse možnosti, ki jih bodo nudili razni razpisi in seveda tudi vse možnosti, ki se pojavijo ob izbiri izvajalcev. Predlog proračuna je zdaj v javni obravnavi. Krajani 6 vasi na območju krajevne skupnosti Sinji Vrh ob Kolpi so končno dobili vodovod. Gre za zgodovinski dogodek in novo upanje za naše kraje, je bilo slišati na slovesnosti, ki so jo pripravili ob tem pomembnem dogodku. Zdrava pitna voda sicer še ni pritekla v njihove domove, a bo kmalu se hidrant na Sinjem Vrhu že deluje. Bomo videli po letu, če bo še tako dobro, pa bomo še bolj veseli. Ne bo treba več naročiti vode na komunale, bomo doma pipati, pa bo skozi samo tekla. To je izjemen dosežek za krajevno skupnost Sinji Vrh. Z gradnjo 12,5 km dolgega vodovoda, ki se napaja iz vrtine pri Damlju, so začeli že pred 5 leti. A zaradi vseh zapletov so uporabno dovoljenje uspeli pridobiti šele minuli mesec. Do pridobitve uporabnega dovoljenja je bilo treba rešiti kar veliko težav, ravno zaradi zemljišč in pa seveda služnosti dedovanja. Evidence so zelo slabe in to je tudi bil glavni vzrok, da se je ta zadeva tako dolgo peljala. Naložba je vredna skoraj 2 milijona in 600 tisoč evrov. 62% sta jo sofinancirali Evropska unija in država, preostanek pa so zagotovili v proračunu občine Črnomelj. Žal je pa zaenkrat samo za naših 6 vasi. Ostale 4 vasi oziroma zaselki še čakajo drugega dela te investicije. Upajmo, da bodo se časi izboljšali in da ko konča občina Črnomelj z veliko investicijo vodooskrbe Bele krajine za preostali del občine, da bo tudi nadaljevanje na tem območju. Je pa ta projekt tako zastavljen, da je možnost nadaljevanja za špeharji in za preostala naselja. V 10 vaseh krajevne skupnosti Sinji Vrh živi le nekaj več kot 200 ljudi. Mladi namreč že desetletja odhajajo iz tega območja, ker tu ne vidijo prihodnosti. Ker pa imajo ti kraji čudovite naravne danosti za razvoj turizma, krajani upajo, da bodo zdaj, ko imajo vodovod, videli svojo priložnost v razvoju turizma. V Brežicah ponosno spremljajo uspešno rokometno kariero svojega rojaka Gorazda Škofa, vratarja slovenske reprezentance, ki je z njo dosegel 4. mesto na svetovnem prvenstvu. Na brežiški občini so zanj pripravili sprejem. Škof je prve uspehe dosegel v posavskih klubih. S selektorjem reprezentance Deničem sta se skupaj kalila v rokometnem klubu Dobova. Rokomet v Posavju ima izjemno tradicijo in mislim, da je Gorazd res s tem naredil eno korono vseh teh rezultatov. V reprezentanci je od leta 2002, kar pomeni 150 nastopov. 9 ali 10 prvenstev sem že v delu, tako da počasi se bo tudi treba razmišljati, Čeprav je gospod župan rekel, da vratarji lahko še kakšno leto več, ampak vse je to v dogovoru z selektorjem, bomo videli. Upam, da ne bo zadnje prvenstvo na Danskem, ampak če bo tudi v redu. Zanj nova izkušnja je sodelovanje v Rokometni zvezi Slovenije, kamor je bil povabljen kot najstarejši reprezentant. Sem tudi v nekaterih stvareh najbolj glasen, Zato so me na seji nekateri imeli radi, nekateri ne, ampak neke stvari so se uresničile, prišli smo do nekih nagrad, ki jih imamo zapisane v pravilniku, nekaj denarja je šlo tudi v donatorske namene za otroke, za nekatere bolnice, ki bo sedaj to izplačljivo v naslednjih mesecih. Škof, sicer pogodbeno še za eno sezono vezan na koprski Cimos, se v soglasju s klubom odpravlja igrati v Francijo. Kriza klesti proračune slovenskih klubov in najboljši igralci odhajajo na tuje, dokler še lahko. Tudi vi imate še nekaj časa, da si lahko nadenete pustno masko in snedete kakšen krof. Jutri bomo namreč pusta pokopali, kar očitno ne moti vlade, ki bo jutri nadaljevala svoj obisk na Dolenjskem in v Beli krajini. Lep večer in nasvidenje.